Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Danes bomo govorili o hišnih ljubljenčkih. Tisti, ki marsikdaj postanejo več kot samo hišni ljubljenčki. Včas mi je, da je danes v moji družbi prijateljica, ki sem jo spoznala na počitnicah na Ižu. Tako je. In tvoja zgodba je zelo, zelo inspirajoča za vse lastnike svojih hišnih ljubljenčkov, ki jih imajo radi in ki so jih dejansko sprejeli kot družinske člane in nekako videli njihovo pravo poslanstvo, ki jo psi sploh prinašajo, ne? Tako, res je. Tvoja zgodba se je pravzaprav začela z tako slabo napovedjo veterinarja, ne? Ja, ker smo z možem hotela imeti dva kužka iz drugačnega legla, tako da bi lahko Saša pa Žil imeli liter, našo Torej mladičke. Mladičke. To se ni moglo išlo, ker jaz sem hotela jih učiti, kako postati za guide dog, kako postati za vodnik za slepe. Tako da pri 8 mesecih, ko je en dan Saša vstala, sem videla, da nekaj ne štima in smo takoj peljali jo k veterinarju in seveda so jo ugotovili, da ima hip displezijo kolkov, displezijo kolkov. In tako nismo mogli imeti mladičke. Torej, Saša in Žil sta postala moja učitelja. Kako pomagati Saši, da jo ni treba uspavati pri 2 letih in kako lahko na naraven način pomagam kužku, da ima kvalitetno življenje. Saša je živela 18 let. Skoraj 18 let, oba. Skoraj 18. In tudi Žilja, oba skoraj 18. Prvo smo s Sašom, potem pa še Žilja uspavali. Zahvala gre seveda tebi in temu, da nekako nisi sprejela te napovedi, ne? Ja, nekako učitelja, kot sem rekel, učitelja sem bila, ker sem vedela, da je nekako moramo porihtati, da lahko oni še živijo kvalitetno življenje, če je taka napoved. Torej, sem šla na naravno prehrano, ker en veterinar, holistični veterinar mi je povedal, glej, če bo Saša do 27 kil, ona bo lahko hodila. Če bo pa se zredila, pa ne bo. Res je bilo. Če je bila Saša kakšenkrat 27,5, 28, že ni šlo. Torej sem vedela, da moram držati naturalno dieto, jedla je pa surovo sadje, surovo meso, tudi Žil, enako. Tako smo zmeri obdržali. Takrat si še živela v Afriki, ne? Ja, v Južni Afriki, v Cape Townu smo, oni so se tam rodili, tam smo ostali in potem smo začeli potovati, ko smo videli, da pač s tako dieto, s takim naravnim življenjem lahko sta šla povsod. Na letalo, povsod smo šli skupaj, potem ja, smo leteli od tam. Veliko ljudi nekako dejansko sploh ne ve, da ti lahko psa na letalo peleš zraven, ne? Ja, to ja, zdaj pa res. Takrat morda, jaz zdaj govorim skoraj 20 let, takrat je bilo malček 3 mesece vnaprej smo se morali dogovoriti, poslati blood test, vse teste v Švico, od veterinarja do Švice. Čakali smo jih skoraj 3 mesece in potem je bilo vse porihtano. Enkrat so dobili pasporte, so imeli svoje bokse in smo jih dali potem na letalo in seveda jaz na vrh in sem imela zmeri občutek, da mora biti luč, da mora biti toplo v letalo in to je bilo tako, se tudi konje tako prevažajo. Torej, živali žive, tako se tako pripravlja. Omenila si, da si šla na naravno prehrano, na nekakšen drugačen stil, tudi omenila si holističnega veterinarja v Sloveniji, že nismo nekako tako daleč, pa vendarle. Smo? Imamo tudi v Sloveniji? Ne vem, zdaj sem to malo prečitala, ko sem prišla v Slovenijo, recimo, če imamo enih 600 veterinarjev v Sloveniji, enih 30 jih je holističnih. Odlično. S takimi smo potem se pogovarjali. Kaj pomeni naravno življenje za psa, naravna prehrana za psa? Da pač vse, kar je živa hrana, vidiš, katero pa bi rad pojedel in to pripraviš. Torej, za mene
Tako, ko sem videla Saša in Žil odraščati, je bilo pač surovo meso, zelenjava, sadje, no sej, dosti juhic, dosti je bilo tega. Sadje in zelenjava za Absolutely. pse? Ja, yes. In da imajo zelo radi. Imajo radi. Zelo. Pa je to dobro, ker vem, da obstaja par živil, ki pa vendarle niso v redu. Ja, nekatere živil se vsak veterinar po to povedal, ampak nekatere živila ne, ima tiste največ tistih živil, ki jih imajo radi, so pa živi enzimi, živa hrana in to je to, zest for life. Danes imamo tukaj kar nekaj fotografij, Saše in Žila in veliko tudi celo umetnino tamle vidimo, ogromno fotografij vidimo. Pomembno vlogo sta imela v tvojem življenju. Sta bila veliko več kot hišna ljubljenčka ali pa neka ideja, ki bi jo razvila naprej, se pravi, da bi nudila storitve za slepe. Ja, to smo, na začetku smo tako hoteli, polka ni šlo, pol smo pa vseeno pomagali. Sta bila kot pet therapy dogs for dementia, ko moja mama imajo, potem za disleksijo z otroci so pridno sedeli, ko so čitali in odlično so se obnesli. Potem pa povsod, kamor sta šla, je ena terapija. Ko pes poteče, naj bo to na travniku ali pa na plaži, med skalami, takrat vidiš, da to je res tisto, kar ti da za življenje. Že kar nekaj časa zdaj jih ni več med nami v tej fizični obliki. Katere stvari najbolj pogrešaš? To, da se z njimi res pogovorim in jih objamem in da čutim ta njihov stik. Ampak nekako vem, da sta vedno z mano. To pa je. V vsemu temu času, se pravi ob tej slabi napovedi za Sašo samo 2 leti dejansko, pa potem, ko so leta tekla in tekla, si bila samozavestna, da to, kar delaš, je dobro in da boš psu res zagotovila dolgo in super življenje? Ali si bila ves čas malo v strahu v tem smislu, joj, kdaj se bo zgodilo, da ne bo več šlo? Ne. Takoj sem opazila, takoj, ko sem začutila, da je to ta prava pot, sem vedela, da, mislim, oni so vedeli, da ne bi naredila za njih in jaz sem vedela, da oni bojo naredili prav vse, ker sem jih začutila. So bili pravi, so me vodili, so me učili. Smo videli, da lahko tudi ostali psi bolje živijo. Pravzaprav naj bi psi živeli na bolj naraven način, prosti, svobodni, učimo se od njih, vse ti bojo povedali, kam iti, kam ne iti, kako se počutijo. Jih je treba samo opazovati in ti bojo tudi pokazali, v katero smer iti. Povsod sta bila z vama, z možem, ta 2 psa. Ampak veliko ljudi pa še vedno misli, pes je za ob hiši in to je to, da je težko. Kako sta se obnašala na vseh teh potovanjih? Sej tudi tako je prav, ne? Kakšni psi pa fajn so ob hiši, srečni, dolgo živijo, sej tudi to. Samo tako življenje je bilo z možem, da sva pač veliko potovala in včasih, če je bilo treba iti v Avstralijo, sem rekla, da ne, kaj boš karantino 6 months, not chance. In smo šli pa v destinacije, kamor sta lahko šla z nami. Tako da smo bili na Korsiki 3 mesece, ali pa smo šli v Avstrijo, ali pa na Hrvaško celo naredili, pa Francijo, Nemčijo. Celo se je zgodilo, ko smo se vračali 1 leto iz Nemčije, bilo je januar, morali smo nazaj v Cape Town in sneh, zapadel je tiste ledeni sneh. Torej smo morali spet vsi iz letala in takrat tudi Saša in Žil so mogli priti nazaj ven in smo se ustavili v Münchnu in tam so jih pogostili v hotelu. Bilo je že skoraj polnoči, ko smo prišli s taksijem, so nas pripeljali do hotela in potem so odprli kuhinjo in so jim dali surovo meso in to je bilo to. Ni bilo nobenega problema, ko pes navajen vsega. Včasih je bilo tudi treba dati kakšno kroketo, ki smo potovali ali karkoli. Torej, oni so bili naučeni na vse. Niso bili samo one way
In če bi se kaj zgodilo, zdaj bo pa panika, bo kakšna driska, ali kakšno, ne bojo mogli. Tako, vse na easy. Nikoli nisem merila nobene hrane, recimo nekih 10%. Vedno so bile in kosti, in meso. Vemo, da je pač največ mesa, ampak mora biti tudi organskega mesa. Tako da več ali manj narediš po posluhu, se vidiš pes, kako super živi. Pri ljudeh velikokrat govorimo, kako je pomembna ta črevesna mikroflora, da je črevesje tisto, ki je najbolj pomembno za človeka. Je tako tudi pri psih? Absolutno. Ja, tudi za psa. Enako, največ dobiš, ko psu daš tiste vampe, tripe, tiste zelene, ker tisti neoprani, not bleached, to je super prehrana za psa. Pa mu porihta vse. Omenila si surovo prehrano. Velja eno prepričanje, da če daješ psu surovo hrano, da rata krvoločen. Nasilen? No dog, ne pes, to pa ne. Pes se obnaša tako, kot se obnaša tisti, ko je zraven njega. Če si ti relax pri psu, se bo tudi on. Če si pa ti živčen, pa nasilen, whatever, you will see aggressive. You will. Tako da, vsaj to so moje izkušnje, no, ne vem. Pravim, z mojimi skuški Saša in Žilen je bilo stalno dogodivščine, od ene do druge. Ste tako izrečen dog voyage. Ko sem pisala vse njihove dogodivščine v moji knjigici, in sem napisala vse, kaj se je dogajalo, tako da bom si lahko prečitala to v naslednjih letih. Kako si se poslovila od njih? Ni bilo lahko, ker so tudi na koncu, ko so že težko hodili ali pa celo dihali, ko sem vedela, da je njihova starost tako visoka, nad 120 let človeških recimo, sem rekla, nekako jim moram pomagati. In sem se odločila za sweet death. In smo jih uspavali in potem njihove ashes, njihov popel, jih imam na ključku od avta in ostalo smo jih lepo v Rudsko spet odpeljali nazaj v Južno Afriko in jih razpršili na njihovi plaži, kamor so prvič zaplavali v Atlantskem oceanu. In to za mojega moža in zame je bil en poslov, ampak smo zadihali nekaj novega. V glavnem me vodita, da vedno, ko vidim pse, naj živijo zdravo, srečno, ne na verigah in v kakšni taki prehrani, ki ni naravna. In zaradi tega sem prišla tlen, ko si me povabila, sem rekla, no ja, pa bom povedala, magari malo po slovensko, malo po italijansko, malo po angleško, pa šlo. Tudi na Ižu je bil en tak trenutek, kjer smo v bistvu vsi prisotni začeli jokati. Ja. Pa niti nismo vedeli te zgodbe. Ja. Kaj se je zgodilo? Ja, jaz sem se na Iž prišla prav posloviti od njih. Je bilo zelo težko. Mama je bila diagnosed of dementia in brez kužkov in vse to je bilo zelo težko dihati in torej sem se odločila, da pridem prvič. V Sloveniji nisem poznala nobenega, ker po tolikih letih sem se vrnila in sem šla v vašo družbo in tam zadnji dan, ko smo se vsi poslavljali, je od ne vem od kje, je prišel ta labrador, se ulegel na hrbet in ja, zadnji pozdrav in to je bilo to. In potem je stekel. Sem prav pomislila, da sta oba dobro, da zdaj tekata, da sta spet mlada in da lahko živijo res kakovostno in dolgo življenje in da nas lahko vse to naučijo in da jaz lahko to zdaj širim naprej. Sosedu, pri tebi, nekomu, ki me pride kaj vprašati. Da se dejansko da vplivati na dolgo življenje. Seveda se da, ja, to. Spomnim se potem tudi 2 metuljčkov na Ižu. A to se spomni? Ja, spomnim se potem tudi 2 metuljčkov in sem prav takrat začutila, ja, to je bil pa res tak... Yes. Green light, it's okay. Ja. Smo vsi dobro in se vrti, kolo se vrti, gremo naprej in smo tu, da malo daljše živimo kot oni,
ker po moje jim ni treba tako dolgo živeti, da nam pokažejo, kaj je ta prava stvar. Če nas mačke učijo tega, da se moramo znati postaviti zase, Bravo. Kaj nas učijo psi? Unconditional love. Brezpogojna ljubezen. Brezpogojna ljubezen. Dajo ti vse. Danes pomagaš mnogim psom, pa pravzaprav njihovim lastnikom, da jih v bistvu ozavestiš. Pa se mi zdi, da že pri ljudeh včasih težko povežemo, zdrav življenjski slog, zdravo in dolgo življenje. Pri psih pa se mi zdi, da še manj. In se čutiš verjetno poslano za to, da ozavestiš, da, hej, lastniki, itak želite, da vaši ljubljenčki dolgo živijo, glede na to, kako se navežemo na njih, kako postanejo del naših življenj. In da je pomembno, ne, kaj je okrog njih. Seveda je pomembno. To je, če rečejo, hrana je samo 30%, pa naj bo teh 30 res tista ta prava, da ti da še ostalih. Tako da res nikakor ne morem sprejeti, da bi recimo ena mrtva hrana bila boljša od živih encimov. Kaj je zate mrtva hrana? So to briketi? Ja, vse, kar ni pač živo, vse, kar je... Kaj pa tudi konzerve? Kakšen pogled imaš na to? Ja, tudi isto, enako, ker res ne veš, kaj je več notri in aluminij je povsod. In tako, ko živim za sebe, tako, ko pripravljam hrano za sebe, tako enostavno pripravim za njih in to je hitro, resnično zelo hitro, v Sloveniji celo zmrzjena hrana, jo lahko kupiš, otališ zvečer, zjutraj mu daš za pojest in rabi toliko 2-3 minutke, tako da ni tisto, da ni več časa kuhati, pripravljati, to ni to. Ker je vse tako easy, not complicated. Moči za dobro živali sta nekako povezala tudi z Bogdanom in sodelovala in CBD za živali, neka nova stvar, ki pa je verjetno v tujini že dolgo časa v uporabi. Ja, CBD so fantastične. Jaz sem ga poklicala, ker sem že pri njemu kupila njegove CBD za nas doma in pol sem ga vprašala, kdaj boš pripravil tudi za živali, ker je enako. In je rekel, čim prej in sva se dogovorila in potem, decembra mi je potrdil, in tako da januarja sva se potem zdaj slišala in sva rekla, glej, jaz bom to širila, to je ta prava stvar za njih, ker s tem resnično pomagaš. V preventivi, tudi če kaj boli, karkoli, v glavnem CBD so na seznamu. Hvala lepa, da si delila svojo zgodbo. Verjamem, da ti je bilo kar malo težko, da še vedno težko govoriti o teh stvarih, ne? Nisem si mislila, da je to, ampak ja, ko so tako blizu nas, jih čutiš. Ampak se jih čutiš ves čas, ne? Vedno, ja. Najlepša hvala. Marinela je bila danes v naši družbi, mi pa bomo vsekakor še govorili o zdravju psov, o zdravju mačk, vseh tistih in Marinela nam ob naslednji priložnosti tudi razloži, zakaj tale miza ni ena taka praznična miza za ljudi, ampak je vendarle pripravljena za vse te dobrote, ki jih lahko ustvarimo torej za naše hišne ljubljenčke, za pse, mačke in tako naprej. Obratna situacija, če lahko mi uživamo ta CBD, ki je za živali, tudi ljudje, načeloma so vse sestavine, ki jih uporabljamo mi v domači kuhinji, ki jih brez težav uporabljamo za katerikoli drug namen.